Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl. In glej, bil je bel oblak in na oblaku je sedel nekdo, ki je bil podoben sinu človekovemu. Imel je na glavi zlato krono in v roki oster srp. In prišel je iz svetišča drug angel in je zaklical z močnim glasom sedečemu na oblaku: nastavi svoj srp in požanji, ker je prišla ura žetve. Zakaj žetev na zemlji je do kraja zrela. In sedeči na oblaku je zamahnil svojim srpom po zemlji in zemlja je bila požeta. Še drug angel je prišel iz svetišča, ki je v nebesih. Tudi ta je imel oster srp. In do oltarja je prišel še drug angel, ki je imel oblast nad ognjem. In zaklical je z močnim klicem onemu, ki je imel oster srp: nastavi svoj ostri srp ter poreži grozde z vinske trte na zemlji, zakaj dozorele so njene jagode. In angel je zamahnil svojim srpom po zemlji ter obral vinsko trto na zemlji in grozde je vrgel veliko tlačilnico Božjega srda. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod pride sorit zemljo. Gospod pride sorit zemljo. Govorite med narodi, Gospod kraljuje. Utrdil je svet, ki ne omahne, vladal bo ljudstva po pravici. Gospod pride sorit zemljo. Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje. Veseli naj se polje in vse, kar je v njem. Gospod pride sorit zemljo. Naj se raduje vse drevje v gozdu pred Gospodom, ker pride sorit zemljo. Sodil bo s pravičnostjo in v resnici. Gospod pride sorit zemljo. Aleluja, aleluja, aleluja. Ozrite se kvišku in dvignite glave, vaše odrešenje se približuje. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Hvala tebi, Gospod. Ko so nekateri govorili o templju, da je okrašen z lepimi kamni in z darovi, je rekel Jezus: to, kar vidite, prišli bodo dnevi, v katerih ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil razrušen. Vprašali pa so ga: učenik, kdaj bo torej to in kakšno bo znamenje, ko se bo to zgodilo? On pa je rekel: glejte, da se ne daste premotiti. Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim imenom in bodo govorili: jaz sem, in čas se je približal. Ne hodite torej za njimi. Ko boste pa slišali o vojskah in uporih, se ne ustrašite. To se mora prej zgoditi, a ne bo še takoj konec. Tedaj jim je govoril: vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo. Veliki potresi bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih, grozote bodo in velika znamenja na nebu. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Smo v tednu Karitas, pa so nam pri Karitasu pripravili razmišljanje za vsak dan. Ves teden ima naslov Slišim te. Za današnji dan so potem izbrali podnaslov Slišim te, zame si znamenje. Poslušanje je ena temeljnih nujnosti. Brez tega ni odnosa.
je dar in pomembno znamenje ljubezni, kajti po njem Božja ljubezen in Kristusovo veselo oznanilo prihajata do mojega bližnjega. Največ mu lahko dam, ko ga zares poslušam in tudi slišim. Le tako sem jaz odprt zanj, on pa se bo čutil sprejetega in se bo odprl. V nasprotnem primeru se bo počutil izločenega in se bo prizadet zaprl. S poslušanjem izrazim spoštovanje do njega, mu dam dostojanstvo, ki mu gre, in postanem znamenje in orodje Božje ljubezni. Ljudje včasih rečejo, nihče me ni zares poslušal, počutil sem se ponižanega, nikoli več se ne vrnem po pomoč. Pa tudi, lej, noro, poslušali so me, več kot pomoč mi je pomenilo, da so me slišali. Več kot sama finančna ali materialna pomoč je vredno to, da človeku dopustim biti to, kar on sam v svoji stiski in bolečini je. Šele, ko se kot tak čuti sprejetega, lahko brez občutka podcenjevanja sledi moj drugi korak, pomoč, ki bližnjemu ni v ponižanje. Ne moremo vedno pomagati vsem ljudem v njihovih potrebah, a bližnjemu darovana pozornost in čas je bila, je in naj ostane ogledalo Karitas. Prepoznati Božja znamenja, slišati Božjo govorico, to je milost in poseben dar. Jezus nas vabi, da se ob njih ustavimo. V Božji besedi odkrivamo, kako Bog Janeza vodi po znamenjih, enako želi voditi in spremljati tudi nas. Zato nam preko drugih stalno pošilja znamenja in nas postavlja za znamenje drugim. Poslušati in slišati je veliko znamenje. Je znamenje spoštovanja, zanimanja, sprejemanja, ljubezni. Je znamenje Božjega dotika. Po našem resnem medsebojnem poslušanju Bog prihaja k nam. In jaz poslušam, tudi slišim, kakšno znamenje sem bližnjemu.